Stavka zdravnikov traja že 7 tednov in se še stopnjuje. Istočasno vlada sprejema ukrepe, s katerimi naj bi nekako pomagali preprečiti umike soglasij za nadurno delo zdravnikov. Situacija je nevzdržna. Tudi zato, ker je jasno, da so najobčutljivejši člen v tej verigi pacienti. Pacienti, bolniki, ki nimajo časa za čakanje. Glede na vaše izkušnje pri reševanju kriznih situacij, me zanima, kakšna je vaša analiza tega resnega, hudega komunikacijskega fiaska in kje vidite rešitev čimprejšnjo. Je mogoče pričakovati, da bi k temu oziroma da bo k temu pripomogla mediacija? Res smo zadnjih 7 tednov priča eni veliki nemoči, seveda na strani pacientov in svojcev, pa tudi na strani obeh pogajalskih skupin. Nimamo časa čakati. Ni več tednov in mesecev, ki bi bili na voljo za ta dogovor. Potrebno se bo dogovoriti čim prej. Kot je zdaj situacija, pa verjamem, da tako zdravnikom kot tudi vladi ni vseeno. Ampak sporočila, ki v tem času, ko se zdi, da smo kot med dvema ognjema, prihajajo v svet, so pa sporočila, kot da je zmanjkalo empatije, človečnosti, kot da je zmanjkalo pripravljenosti, volje, da za paciente, za svojce dosežejo soglasje. Dvomim, da bi lahko mediacija v tem trenutku prinesla rešitev, kajti za mediacijo je potrebna iskrena pripravljenost obeh strani, da se doseže soglasje, brez fige v žepu. Tako da bo... In to je dolgotrajen proces, ne gre čez noč. Mi pa pričakujemo tako od vlade, kot seveda od sindikata, da sta zmožna doseči dogovor in to čim prej. Bojim se, da je za tretjo stran zmanjkalo časa. Zdi se, da je v tem procesu prisotna nekakšna naivnost, za katero človek ne najde prave razlage. Slišali smo, da je Fides zavrnil predlog, da bi mediacijo prevzela Zveza organizacij pacientov, predlagajo mediatorja iz tujine. Kako ocenjujete ta predlog? Pacienti in svojci pa predlagamo, da se usedejo za mizo in se dogovorijo. Verjamem, da je težko, ni preprosto. Pacienti in svojci imamo svojo bolečino in tudi zdravniki jo imajo. In tudi vlada seveda nekje tukaj poskuša krmariti. Pogajanja nikoli niso lahka. In vendar od tistih, ki vodijo, in to na obeh straneh, pričakujemo dobronamernost. Pričakujemo tudi nekaj popuščanja. Pričakujemo razum, empatijo, človečnost. Pričakujemo, da se ta agonija neha. Verjamem, da je bilo že veliko neuspešnih poskusov. To je pač del te poti približevanja skupnemu cilju. In tako kot v medicini, ko dvakrat poskušaš zbost, pa ne gre, pristopi druga oseba. In enako recimo, pri hokeju. Ko se dve moštvi s svojima predstavnikoma borita za svoj pak, če ne gre, pristopi druga oseba. Morda pa bosta morala tako vlada kot Fides, vsak na svoji strani, najti bolj izkušenega pogajalca, bolj izkušeno osebo. In ne bo tretja oseba pristopila in s čudežno palčko rešila tega spora. Pričakujemo, da so se zmožni v dobro pacientov, dobro svojcev, dobro končanja te agonije resnično pospraviti vsak svoj ego in se pogovoriti, najti rešitev. Verjamem, da obstaja, ni pa preprosto. Po tako dolgotrajnem poskusu oziroma poskusih iskanja dogovora se zdi pravzaprav skoraj da utopično pričakovati, da bodo pogajalci na eni in drugi strani uspeli preseči ovire, na katere so naleteli in katere so si na nek način tudi sami postavili.
In vsa napotila, vsa pričakovanja, ki ste jih omenili, so nujna, so razumljiva, so logična, vendar se človek ob tem vpraša, ali jih bodo tisti, ki so res odgovorni, razumeli in jih res z vso odkritostjo in srčnostjo tudi v resnici poskušali udejanjiti. Ja, to nas vse skrbi, a ne? Ampak razumeti moramo, mislim, v medicini to prav dobro vedo, a ne, da pri bolezni ni neskončno časa. In vsak dan za pacienta, za svojca je dan preveč. In v zdravstvenem sistemu na marsikterem nivoju stvari tečejo in je za paciente, ne, poskrbljeno. Ampak tega ne vemo. V resnici sporočila, ki v vsem tem času obmetavanja, ne, z ene in druge strani prihajajo, se zdi, kot da bomo v trenutku največje ranljivosti in težav ostali sami. In tukaj je največja past. Ta stavka in ta agonija se bo tako ali drugače zaključila. Kaj pa bo ostalo? Eno veliko nezaupanje. In se sprašujem, ali nič ne mislimo na zdravnike, ki bodo s tem nezaupanjem se vsak dan znova potem srečevali v svojih ordinacijah. Ne? Tukaj bosta veliko izgubili obe strani in vse iz nezmožnosti dogovora, nezmožnosti komunikacije in se bojim, da tudi nepripravljenosti. V bistvu že zdaj lahko opažamo tako v konkretnih primerih, v ekscesnih primerih, pa seveda žal tudi v izjemno kompleksnem dogajanju v javnosti, na družbenih omrežjih. Posledice so tu. Torej, kaj storiti? Pravega recepta ni. Povedali ste, kaj bi bilo smiselno in povedali ste tudi, kaj bi bilo nujno. Zato me zanima predvsem to, se vam zdi verjetno, da se bo to zgodilo v kratkem času ali pa nas nasprotno čaka kolaps javnega zdravstva? Kajti ne glede na stavko se že tako ali tako zdi, da kar se tiče zagotavljanja delovnih pogojev, razmer za delo v zdravstvenem varstvu, da že tu zadeve niso bile optimalne. Ja, že dolga leta. Res je. Vse sta v bistvu dve možnosti. Ali da razrešimo, ali da pade. Seveda si želimo, da se najde pot razuma, pot sodelovanja. Ne bo pa s tem, ko bo dosežen dogovor, ne bo že naslednji dan bolje. Ne? Zdravstveni sistem potrebuje korenit razmislek, kako naprej, in potrebujemo ga vsi, vlada, zdravniki, pacienti, svojci. Zavedamo se, da tako ne gre naprej. Ne? In privoščili bi, tako zdravnikom, medicinskim sestram, strežnicam, vsem, ki delujejo v sistemu javnega zdravstva in seveda vsem, ki delujejo v javnem sektorju, kajti teh, ki jih potrebujemo, vzgojiteljev, učiteljev, direktorjev, ne nazadnje, je ogromno. Vsi pridodajo svoj košček k temu, da kot družba lahko funkcioniramo. Res si srčno želimo, da bi se zavedali te ranljive soodvisnosti, in da bi vsi akterji nekje se ne počutili, da izgubljajo, če v tem trenutku ni mogoče doseči vseh ciljev. Morda pa čez kakšno leto, dve, ne vemo, kako se bodo stvari odvile. Vsekakor pa ne moremo s ciljem, da bo meni dobro, povoziti vseh ostalih za mano potop. Tako ne gre. Na ta način ne bomo mogli sobivati. Na ta način bo preveč zamer in bolečin med nami, in kako bomo to presegli, je pa vprašanje za naslednje desetletje. Vsaka taka nezmožnost dogovora jemlje upanje in zaupanje, in to nas straši. Predvsem pa je ta ranljiva soodvisnost
v zdravstvenem sistemu, v razmerah, ki vladajo v njem, pomembna, ker zelo neposredno vplivajo na vse, zlasti na bolnike in seveda tudi na kakovost in na varnost zdravljenja. Res je tako. Nezmožnost vodenja, nezmožnost sodelovanja v zdravstvu pomeni slabše zdravstvene izide. Pomeni eno veliko bolečino za svojce, za paciente in že jutri smo lahko vsi tam.